Življenje je proces ustvarjanja. Najgloblja skrivnost je to, da življenje ni proces odkrivanja, temveč je proces ustvarjanja. Ljudje nenehno ustvarjamo. Samih sebe ne odkrivamo, temveč na novo ustvarjamo. Zato se nam ni potrebno truditi, da bi ugotovili, kdo smo pravzaprav, temveč se trudimo ugotoviti, kdo bi radi postali. Na svetu smo zato, da se spomnimo tega, kar smo pravzaprav v resnici, in bi to tudi radi poustvarili. V šolo gremo, kadar ne vemo nečesa, kar bi radi vedeli in bi se radi naučili. Življenje pa je priložnost, da izkustveno spoznamo, kar že vemo. Ni se nam potrebno ničesar učiti, le spomniti se moramo tistega, kar že vemo, ter ravnati v skladu s tem. Naša duša je tista, ki vse skozi ve, kaj je treba vedeti. Nič ni skrito, nič ni nepoznano. Vendar žal vedenju ne zadosti, duša želi vse to tudi izkusiti. O sebi lahko vemo, da smo dobri in prijazni, če pa nikomur ne izkažemo te dobrote in prijaznosti, nimamo ničesar razen te predstave o sebi. Edina najvišja želja naše duše je, da bi vse te predstave o sebi spremenila v izkustvo. V začetku je bilo vse, kar je, tudi vse, kar je bilo, in nikjer ni bilo ničesar drugega. Vendar vse, kar je, ni moglo spoznati sebe, zato ker je bilo vse, kar je, tudi vse, kar je bilo, in ni bilo nikjer ničesar drugega. In tako vsega, kar je, ni bilo. Kajti v nenavzočnosti nečesa drugega, vsega, kar je, ni. Vse, kar je, ni moglo spoznati občutka sijajnosti, dokler se ni prikazalo to, česar ni. Da vemo, da obstaja ljubezen in da bi samega sebe spoznali kakor čista ljubezen, moramo obstajati tudi njena skrajno nasprotje. Zato dvojnost, skrajno nasprotje. Vse, kar ni ljubezen, temu rečemo strah. V trenutku, ko je nastal strah, je lahko nastala ljubezen kot nekaj, kar je mogoče izkusiti. Zato je življenje proces nenehnega ustvarjanja. In mi sami smo tisti, ki vse to ustvarjamo.